izreden spomin na leto 90, ko so se praktično vršili ti razgovori o hrambi orožja in dejansko ni bilo nikoli pomisleka, da družina praktično ne bi dovolila sprejetje tajne lokacije orožja. Jaz bi se obenem zahvalil vsem, ki so danes prisostvovali te svečanosti pri odkritju spominskega obeležja, spominam tudi drugim generacijam za nam, glede tajnega skladišča orožja, ki je bil tukaj pri nas. Gospa Angelca, koliko je bilo strahu? Kar veliko. Jaz sem bila sama doma, mož je bil na Ljubelju, sin je pa bil na Igu, ta prvi rod Slovenske vojske. V garaži pa veliko orožja. Veliko je bilo povedanega v medijih in tudi napisanega iz leta 90 in 91. Žal pa sem mogel izpostaviti določene zadeve, ki pač ne prenesejo zgodovinske resnice. In ena od teh zadev je polemika okrog oddaje orožja. Mi zaposleni, profesionalno zaposleni v teritorialni obrambi smo točno vedeli, da gre za razorožitev teritorialne obrambe. In jasno, kaj pomeni ne izvršiti ukaza v tistem času. To je bilo dejanje, ki smo se ga zavedali, da lahko to dejanje potegne težke posledice, neposredno za nas zaposlene. In seveda, ustvarila sta se nekako dva bloka. Nekateri so taktizirali, lažja pot je bila orožje oddati in nobenih posledic zaradi tega ne bi zaposleni nosili. Druga opcija je bila orožje obdržati, kar je pomenilo, kot sem že v govoru povedal, od 10 do 15 let strogega zapora po takratni zakonodaji. Zanimivo, ta zakonodaja 10-15 let ni bilo, recimo, na tem področju obrambnem ali pa, kar se tiče državnih zadev, ni bilo kazni, ki bi bila nižja od 5 let. Seveda, mi orožje smo obdržali, orožje smo disperzirali, z orožjem smo oborožili že v mesecu, kot ste povedala, novembru, decembru in v naslednjem letu januarja določene enote in s tem smo močno dvignili to obrambno usposobljenost in to z enotami, ki so bile dejansko usposobljene, ki so imele dejansko svoja dolgoletna poveljstva in nam v Tržiču ni bilo težko. Nam, bom rekel, ni bilo potrebno nobene manevrske strukture, ker mi smo funkcionirali tako, kot bi bilo to normalno razmere, kot bi bila to normalna teritorialna obramba, čeprav smo vedeli, da 80% teritorialne obrambe v Sloveniji je bilo razorožene, enote so se ustvarjale glede kot manevrska enota narodne zaščite, samo zmeraj bom trdil, v Tržiču ni bilo nobene manevrske strukture, tukaj smo bili pokončni ljudje, tukaj smo vedeli, zakaj se gre. Žal tako je in kakšna je zgodovinska usmeritev, pač vidimo, zgodovinarje imamo leve, zgodovinarje imamo desne in tako naprej. To, da je krivo takratno politično vodstvo slovensko, to je Larry Fari, takrat se je bilo treba odločiti. Takrat dejansko predsednik predsedstva takratne Slovenije ni imel pogleda v ta ukaz. Dejansko je ta ukaz prišel z Gorenjske, smo ga obvestili o temu in takoj je bil preklican, se pravi, je bilo preklican ta ukaz, da se orožje ne oddaja, žal je bilo pa večina orožja že oddanega. Te hrabrosti, kot sta jo izkazala Milan in Angelca, se zavedamo. Vprašanje pa, koliko se to ostali zavedajo. Že večkrat sem rekel, treba se je vživeti v tisti čas, v tisto tesnobo. In če to doživljaš, veš, koliko sta dejansko riskirala. Dejansko je bilo to, mogoče se niti nista zavedala, koliko riskirata, ampak mislim, da je bilo izredno hrabro dejanje. Še enkrat ne povem, smo postavili to vprašanje skladiščenja oziroma zaprosili za skladiščenje ljudi, ki so po naši oceni bili
močni, trdni, zavedni Slovenci, pa so to odklonili. Zato sem tudi v govoru navedel, da je bila ogromna količina tukaj skladiščena, ker praktično druget nismo dobili prostorov. Čeprav je bilo 15 lokacij, ampak še vedno premalo.